prepričan sem, da je bila to načrtna poteza, ki je izražala to neko oblastno aroganco, češ nihče nam nič ne more, pozvali smo k bojkotu in narod bo sledil. In zdaj tukaj žuramo Bleskem jezeru s harmonikarji. Da ne rečem kaj za izid referenduma. Dobrodošli, to je bonus epizoda tedenskega safarija po politični savani. Da se po včerajšnjem referendumu, vsaj v ozadju konkretno pretresa, čeprav akterji poražene vladajoče koalicije tega nikakor navzven ne želijo pokazati ali priznati. Peter, po sinočnjem fiasku se nekako še išče Robert Golob, ki se je izgubil neznano kje. Nazadnje je bil viden včeraj pozno popoldne nekje v Blejskem jezeru, zdaj če grem še dlje, nazadnje je bil viden v svetlo-modrem sukniču in skratko pristriženo sivo frizuro, ne? Poštenega najditelja pa v bistvu prosiva naj ga ne vrne. Ja, lahko bi rekli, da ga ne bomo tako zelo pogrešali. Ne, mislim, da po Blejskem jezeru še ni stekla iskalna akcija. Čeprav presenetljivo Robert Golob nikakor ne želi stopiti pred javnost po tem hudem porazu, čeprav, če bi sodili po mnenju njegove podpredsednice in zelo uspešne, po lastni oceni zelo uspešne poslanke Sare Žibrat, je vladna koalicija uspela prepričati kar 75% Slovencev. Tako, močnejši so kot Vučić v Srbiji, v bistvu, kadarkoli. Tako, sta pa se zvečer oglasila, torej po tej logiki poražena, pa vendarle, bodimo iskreni, precej zmagovita, tako predsednik SDS Janez Janša kot prvak Nove Slovenije Matej Tonin, pa morda poglejmo za začetek njune odzive. Vladna koalicija je na glasovanju ljudi, ki so slovensko ustavo vzeli resno, dobila 2 klofuti. Prvo zaradi tega, ker je bil zavrnjen slab, pravzaprav sramoten zakon, s katerim se je želelo neupravičene privilegije dodeliti zgolj peščici na podlagi odločanja nekega političnega telesa. Druga še večja klofuta pa je bila dana predstavnikom izvršilne oblasti, ki so pozivali ljudi na bojkot. Drugo pomembno simbolno sporočilo današnjega dne je, da je to začetek konca Golobove vlade. Od tu dalje, od danes dalje bo vse laže in od danes dalje je zmaga desnosredinske vlade seveda mogoča, spremembe so mogoče, pričakujem pa tudi konkretno odgovornost od vse ministrice za kulturo. In če kaj, potem jutri neverjetne na mizi predsednika vlade se pričakuje njena odstopna izjava. Zdaj, Peter, o tem, v kakšni meri bo imel izid referenduma nek vpliv na pot desne sredine do zmage na bližnjih parlamentarnih volitvah, to gotovo še bova, prav tako tudi o tem, kakšne bodo posledice za Roberta Goloba osebno in vladno koalicijo. Mogoče bi se najprej ustavil pri tem najbolj očitnem, pri tem zadnjem in sicer pri usodi kulturne ministrice Aste Vrečko. Zdaj, razlogov za odstop ali pa če gledaš z vidika Roberta Goloba za njen odpoklic razrešitev je po mojem malo morje, nekaj sem jih označil, pa po mojem sem še kakšnega tudi izpustil. Eno je, da je spisala v prvi vrsti klientelističen zakon. Zakaj tako trdim? Ko je njena kolegica, prijateljica, ki je bila tudi kandidatka stranke Levica na evropskih volitvah, Zdenka Badovinac, sedla na vrh Prešernovega sklada, so potem spisali zakon, kjer prav ta Prešernov sklad diskrecijsko odloča, komu torej izredne pokojnine in komu ne, to je eno. Potem drugo, ko je bilo jasno, da ima SDS skoraj 50,000 podpisov za ta referendum, se ni odločila, da bi, tudi če je koalicija recimo rekla, bomo pozvali k bojkotu ali pa ne želimo aktivno sodelovati, vsaj sama simbolno oddala glas za ta in sploh modern zakon, kot je rekla na soočenih. In še več. Ona je aktivno skupaj s Svobodo in z Robertom Golobom pozivala k bojkotu tega referenduma, kar je tudi direktna kršitev in direktnem nasprotju s koalicijsko pogodbo. Tam notri je od leta 2022 zapisano krepitev demokratične vključenosti. Moja teza sicer je, da je za tem bojkotom Robert Golob osebno, pa tudi to še bom, Bom pa rekel, da ni bila na koncu, to pa je sinočni večer, niti tako politično modra, niti razsodna ali prisebna, če želiš, da bi počakala še samo uro
da bi bil tisti odstotek preštetih glasovnic kaj več kot 5% in je potem morala v dobri uri potegniti nazaj izjavo, ki jo je sprva dala. To bova zdaj kmalu pogledala. Preden grejo na to izjavo, ki je tudi mene včeraj presenetila, ko sem v studiu televizije Slovenija komentiral dogajanje. Videlo se je to razliko recimo med SDS-om kot izkušeno stranko, ki svojih prvokategornikov v času, ko še nič ni jasno, ne pošilja komentirati rezultatov. Poslali so seveda zato, da so lahko na televiziji imeli sogovornika, mislim, da predsednico njihovega kulturnega kluba ali nekaj takega, ne? Tako da so neko izjavo dali, ampak težko kategorniki so počakali. Ne? Zdaj, če grem na to, kar si omenil, ne? Sramoten zakon oziroma klientelistični zakon, ne? Tukaj vidimo ne samo v tem primeru, ampak že večkrat v tej koaliciji, pravzaprav tako zelo zanimivo zavajanje ljudi, ne, ko se pravzaprav govori o depolitizaciji, ne, in se na največji možen način hkrati s tem politizira. Kot prvo je v javnosti pogosto zelo narobe razumljena beseda politizacija, ne, oziroma kaj je zdaj politika, kaj je politično, kaj je politizirano, ne, in se napačno razume, da če nekaj počnejo ministri oziroma parlament, da je to zdaj politizirano, če pa to počne neko drugo telo, ki je na vides morda ni voljeno, ne, oziroma ni parlament, ampak ga vendarle imenuje vlada, ga imenuje parlament ali kakorkoli, pa to zdaj povsem depolitizirano, ne, še več. Ne, mislim, da je zelo jasno, ko minister podpiše, ne, da bo nek umetnik recimo po tem starem zakonu dobil to pokojnino, svojo integriteto tudi, oziroma svojo besedo zagovarja to. Ne. Zdaj bi radi to pač prestavili v neko tehnično odločanje, na vides tehnično odločanje, oziroma odstranili odgovornost ministra, iz tega hkrati pa seveda bo povsem politizirani organi te stvari določili in hkrati samo, v bistvu gre tukaj za umik odgovornosti, ne, in nič drugega, podobno kot se isto zgodi, recimo, ko se je zgodilo na RTV Slovenija z imenovanjem in tako dalje, ne, to so te depolitizirani zakoni, pri čemer je dejstvo, da mi imamo politiko ravno zato, da se ukvarja s temi stvarmi, ki so, ne, ki bi morale biti politizirane v tem kontekstu, ne, čeprav se ta beseda narobe razume, in hkrati se s tem zagotavlja, da tudi v primeru izgube oblasti ne bi izgubili nadzora nad tem, ne, ker pač recimo neka druga politika v teh organih toliko težje pač, oziroma toliko dalj časa traja, da pride do teh korakov. Ne? Ja, preden grejo naprej, pogledava izseke, ki jih danes Asta Vrečko sigurno ne želi videti. Ja, očitno se špekulacija SDS-u ne glede na vse ni iztekla, kajti volilna udeležba je nizka, torej kar so si želeli predvolilno kampanjo, plačano z davkoplačevalskim denarjem, danes je šlo za to 6,7 milijona evrov, ampak ljudje so spregledali in niso kupili podcenjevanja volivcev strani SDS-a, kot tudi ne ponovnega napada na kulturo in umetnost. Gospa Vrečko, kako komentirate današnji izid? Ja, ta izid je takšen, kot so si ga želeli seveda v stranki SDS, prešteli so svoje volilce, hkrati so pustili nedorečen zakon, ki velja že od leta 1974 in bo veljal še naprej. Stranka SDS pa je zlorabila referendum za zaničevanje slovenske kulture, za zaničevanje umetnikov in seveda porabila 6,7 milijona za to, da se je šla preštet. In to je očitno uspelo. Ja, ne. Te izjave so se nekoliko slabo postarale, sploh tiste iz začetka. Ne. Kot zanimivost, ne, med obema izjavama je bolj ali manj 1 ura razmika. Ura 15, ja. Tako da moram reči, da je kar šokantno gledati neko visoko političarko, ne, govorimo o predsednici vladne stranke, ministrici in tako dalje, ne, ki si tako očitno ustrelil koleno. Ne? Če se včasih hecamo, da so volivci kot zlate ribice, ki jim spomin od četrtka pred volitvami do nedelje po volitvah že ne nese več, kaj je kater politik obljubljal in kaj potem komentira. Ne? 1 uro pa vendarle spomin povprečnega volivca vendarle še nese. Ne? Tako da v tem kontekstu bi pa izpostavil še eno stvar, dve zanimivosti. No? Ena je ta denar. Ne? Asta Vrečko, ki z lopato meče denar na vse možne konce in kraje nesmiselne, ne?
jo zdaj boli 6,7 milijona evrov, ki so pač cena demokracije, če lahko tako rečemo. Ne? In to govorenje o zaničevanju kulture, jaz nisem zasledil nekega zaničevanja kulture, morda kritiko določenih manj kulturnih delov umetnosti. Ampak, ali pa bratenja dnevne politike z delom kulture, bolj to. Tako, ne pa ravno zaničevanja kulture, no, tukaj pa to neko zelo očitno podtikanje. Ne. Zdi se mi, da je Asta Vrečko dokazala, če ne prej, pa mislim, da tudi sicer že prej, ampak najmanj s to preuranjeno izjavo, da je izrazito slab politik. Mislim, da je Borut Pahor, ki ima najdaljši politični CV ob Janezu Janši in Milanu Kučanu v Sloveniji, enkrat rekel, da mora biti dober politik, predvsem dober analitik. Ne, tule se je pokazalo, da ni niti A od analize. In ker imajo v stranki Levica, po mojem mnenju, pa karkoli si kdo o njem misli, simpatizira ali ne z njim, bistveno bolj profiliranega politika, bi me danes recimo iskreno zanimalo, kaj je na 4 oči imel Luka Mesec povedati Asti Vrečko o tem, kako se je vodila kampanja in kakšen je de facto njen razplet in tudi kakšne so možne posledice. Slabo je po mojem tudi zelo slabo nastopala retorično v kampanji, se zapletala ob tem, ko so bila sporočila nasprotne strani zelo prečiščena in jasna. Pa še to, ne, če gremo potem na argumente, s katerimi se zdaj nekako prikriva fiasko, in sicer, da je nekako Janši zdaj potikajo, da je obranil Titov zakon iz leta 1974. Okej, ja, prav, ne, samo če to ne bi rekel kdo, ki se pač hodi klanjati v Čebine in ki premika realsocialistične ekipe iz muzejev nazaj v naravo in v državne parke. Tako da dvomim, da Asto Vrečko Tito zdaj kar naenkrat po novem tako zelo moti. Vsekakor ne. Tudi Luka Mesec, mislim, da v Levici zadnje čase preveč zmeren, čeprav se to hecno sliši za samo stranko. Medtem ko Asta Vrečko s temi nastopi kaže res neko stopnjo histerije, bi rekel, neko živčnost in hkrati neko naučenost na pamet, kot neka papiga, ponavlja te, včeraj smo večkrat slišali in o teh milijonih in o tem nespoštovanju kulturnikov in tako dalje. Skratka, kot bi se naučila 3 točke na pamet, potem pa karkoli te vprašajo, pač povej 3 točke in če so te vprašali še enkrat, pač še enkrat zlajnaj te 3 točke. Tako da mislim, tukaj je Asta Vrečko res se izkazala kot zelo nespretna političarka. Ja, no in zdaj ravno danes, ko to snemava, tudi novica, da opozicija, konkretno Nova Slovenija s podporo 3 poslancev demokratov oziroma Anžeta Logarja vlaga interpelacijo. Tu se pa zdaj odpira ena nova dimenzija. Vsaj koalicijski poslanci stranke SD bojo izjemno težko podprli ministrico. Jaz seveda ne vem, če jo bo šli direktno rušiti na tem glasovanju, ampak podprli jo bojo težko. Zakaj? So edina stranka te vlade, ki je pozvala k aktivni participaciji volivcev, torej glasovanju. In drugo, so tudi realno stranka, ki je za sodelovanje v tej vladni koaliciji Roberta Goloba plačala daleč najvišjo ceno. Litijska vemo, da jim je odnesla celoten vrh stranke plus pravosodno ministrico. Svoboda, če smo čisto direktni, jim je pa močno omajala predsednika Hana z afero Spirit. Mogoče pogledaj še te odgovore recimo različnih koalicijskih strank na sam referendum, preden nadaljujeva. Mi rezultat vidimo kot uspešen poziv k bojkotu. Večina, kar 75% ljudi je spregledala to igro in podprla vlado na način, da je ostala doma in da ni bila ideološkega kulturnega boja na plečih slovenske kulture. To ne more biti nezaušnica vladi, ker mi nismo sodelovali v tej igri. In rezultat v bistvu kaže, da je velika večina na naši strani. Ta referendum je bil sklican z namenom diskreditacije vlade, levice, kulture in umetnosti, ter z namenom preštevanja desnih volivcev z davkoplačevalskim denarjem. 6,7 milijonov je šlo za to, da so zmobilizirali stranka SDS in NSI svoje volilce in se prešteli. Takšni referendumi ne bi smeli biti. Lahko greš na volitve, lahko tudi ne greš na volitve, ampak pozivati na bojkot pa mislim, da je politično neodgovorno, mogoče na moment kratkoročno zelo lahko všečno, ampak tisti, ki mislimo v politike in korak dalje, si mi zdi prav, da smo danes šli in volili in glasovali za.
Ja, pomenljiva izjava, po mojem predsednika SD Matjaža Hana, rekel je tisti, ki mislimo korak dalje in seveda so korak dalje te bližnje državnozborske volitve, ko bo ta ista koalicija seveda množično vabila spet, ne, in poudarjala, kako je udeležba nad 50% ključna in tako naprej. Ampak danes sem slišal že jutro po tem referendumskem razpletu, kako Matjaž Han stopnjuje ta nastop in pravi, da se bo morala koalicija, če ne želi, da se ta scenarij ponovi tudi na najpomembnejšem glasovanju, prešteti. Kakšno točno preštevanje ima v mislih, ne vem, lahko se bojo preštevali in gledali čez ramo v strahu, kaj bo kdo naredil že na tej interpelaciji, lahko se pa samo retorično vprašam, kaj bi šele bilo, ne, če ne bi vsaj ena stranka te vlade pozvala k tistim 7,5% v podporo temu zakonu. Ja, zdaj, ko si že omenil preštevanje, ne, eno priložnost za preštevanje so pravkar zamudili, ne, ker vendarle vsak referendum je neke vrste tudi preštevanje, pa ne si to komu všeč ali ne. V tem kontekstu me celo skrbi, ne, ta poziv Aste Vrečko, ki pravi, da teh referendumov ne bi smelo biti. Ne, to je zelo totalitarna retorika, ker pozor, ne, da naknadni zakonodajni referendum lahko zahteva 40,000 volivcev samo, ne, oziroma več kot 40,000 volivcev. To pomeni, da neka resna skupina državljanov zahteva pač pogovor oziroma glasovanje o nekem sprejetem zakonu. Ne? In tukaj je res zabava, no, ko gledamo malo na številke, ne, ta ocena Sare Žibrat, ne, 75% ljudi se strinja z nami, je na naši strani in je prisluhnilo našemu bojkotu, ne, pozivu za bojkot referenduma. Če bi to isto logiko, ne, ker zelo podobna situacija obrnjena je bila pred 3 leti pri zakonu o vodah, res da je treba priznati, vlada takrat nikakor ni pozivala k bojkotu referenduma, bila pa je v kampanji izrazito aktivna, kar bi recimo lahko nekako nakazali v podobno smer, medtem ko je kontrastran delala histerično kampanjo. Torej, po tej logiki je torej Janez Janša referendum o vodah zmagal s 60%. Ne? Če zdaj to, torej je bilo 60% ljudi na strani vlade po tej logiki. Ne? Glej, moja teza, ki jo razvijam iz te tvoje osnove, je že nekaj časa, da je avtor te ideje, te strategije bojkota v bistvu Robert Golob osebno ali pa, ker tega ne veva, zagotovo vsaj nekdo iz njegovega ožjega kroga zaupnikov oziroma svetovalcev. Mislim, da če bi šli zdaj zelo natančno gledati medijske arhive za zadnji mesec in pol, da je prvi javno spregovoril med vsemi akterji v koaliciji o tem, naj volivci ne odidejo na volišča. Potem je, mislim, da to zelo hitro nekje pri Urošu Slaku na 24 ur zvečer krčevito branila tudi Asta Vrečko, ki je to ponavljala vse do konca. Zdaj, kaj mi daje vedeti, da je v bistvu ta fiasko, poziv k bojkotu, ki je popolnoma propadel, tudi osebno delo Roberta Goloba, tudi današnja medijska sanacija. Imaš dva zelo proklamirana provladna medija, Siol in portal Necenzurirano, ki sta danes oba hitela z različnimi vidiki, seveda precej specifičnimi, sanirati ta volilni poraz. Bral sem, kot sem že rekel, o Titovem zakonu, kar se baze Janeza Janše dan po takšni, recimo je čisto direktno zmagi, zagotovo ne dotakne. In drugo, da gre za to 6,7 milijonsko preštevanje, ampak glej, to pač pade že na teh vodah iz leta 2021, ki si omenil, tudi to je bilo 5-6 milijonsko preštevanje pred glavnim glasovanjem 2022. Tako da mislim, da če si želi iz te zagate koalicija vsaj kaj dobrega, bo morala na stare preverjene formule in to je pozivati k množični udeležbi, ravno obratno, kot so naredili zdaj. In tu ima Matjaž Han prav, da bojo to zdaj storili težje, pri čemer imajo pa razlog za množično glasovanje ves čas v rokavu in to je, poglejte, bo prišel zlobni stric Janša, ne, in to. Ampak kaj sem hotel reči, Haček iz FDV-ja je zapisal, naj tistega, ki je strategijo bojkota predlagal ali jo celo svetoval, takoj brcnejo v rit. Bojim se, da je to kar predsednik vlade osebno in glede na njegovo izginotje po Blejskem jezeru ima to že dimenzije krimi romana v stilu Jezera, kjer se je snemala tudi nadaljevanka. Ko so že pri bojkotu, ne? Lahko bi si vzeli lekcijo, ne, iz leta torej 2021, ne, da je
bojkot zelo nevarno orožje, ki bolj pogosto eksplodira v obraz, ne, tako kot v kakšnih tistih risankah Tom and Jerry, ne, ko eksplodira bolj tistemu, ki strelja v obraz kot komu drugemu. Ne. Že dvakrat se je to pokazalo, tokrat še bolj eksplicitno, ker je bil bojkot toliko bolj glasen, toliko bolj jasen in hkrati tudi, čeprav se je najprej napovedovalo, oziroma sva celo sama ocenjevala, ne, da zna biti rezultat zelo tesen, v resnici sploh ni bil tako tesen, ne, 403 tisoč glasov je kar konkretno več, kot je zahteval kvorum, ne, in se to prepričanje, da kvorum ne bo dosežen, torej vsekakor izjalovilo, vladi dobesedno eksplodiralo v obraz. Ne. Ja, zdaj še en dokaz, ne, da je pa prav Robert Golob osebno avtor tega poziva k bojkotu, ti je pa lahko početje v zadnjih urah, v izdihljajih pred zaprtjem volišč referendumskih, ko je ob harmonikah prepeval, kar bi sicer bolj pripisal Janezu Janši, ne, pesmi ob Blejskem jezeru, medtem ko je Janša še zavzeto pozival tiste zadnje volivce, naj odidejo, ker do 7. zvečer ni popuščanja. Mislim, da je rekel nekaj takega, pa poglejva, ne. Samo še dobro uro lahko vaš glas odloča. Po 19. uri pa bodo odločali zgolj še tisti, ki Slovenijo vodijo v napačno smer in jo vsak dan bolj siromašijo. Zato pojdimo na volišča, povejmo to tudi svojim prijateljem, kajti časa je samo še dobro uro. Zmoremo to, ni popuščanja. Poglej dvoje, ne? Robert Golob, sem prepričan, kakor bi mu to morda kdo tudi pripisal, ni kar tako naključno in zaradi nekega amaterizma, recimo mu, ne, objavil okrog 4-5 popoldan včeraj. Tega prepričan sem, da je bila to načrtna poteza, ki je izražala to neko oblastno aroganco, češ nihče nam nič ne more, pozvali smo k bojkotu in narod bo sledil. In zdaj tukaj žuramo v Blejskem jezeru s harmonikarji. Da ne rečem, kaj za izid referenduma. Ne. In drugo, kar je pokazal, je pa tisto, kar o njem ves čas vemo, in to je, da ima to funkcijo predsednika vlade iz čistega užitkarstva. Ne? Skratka, on in Tina Gaber, ker sta bila oba tule v Blejskem jezeru, se ne pustita motiti, uživata, kramljata z ljudmi, kažeta svetu v bistvu, koliko je teh, ki tudi po 3 letih želijo klepet s premierjem, njegov podpis, objem, ne vem kaj vse. Ne? Tako da to je ta estrada na oblasti v bistvu. Ne? Mislim, večja ironija je, da ko se Golob nekje pojavi, je ljudem kar malo nerodno, običajno, ker niti ne vejo, kako bi se ob njem obnašali, oziroma kako ne bi preveč očitno ga zavračali. Ne? Ampak jaz bi se osredotočil morda na par številk še. Ne? Za Janez Janša je tam že skoraj nekoliko utrujen izpadel pri tistem pozivu, očitno ga je kampanja vendarle nekoliko utrudila, morda več ni tako rostno mlad, kot je bil včasih. Vrečko pa Roberta Goloba ni mogla utruditi. No, to je res, je pa bil potem zvečer toliko bolj, bom rekel, živahen, ne, ko ga je razveselil rezultat, pa vendar 403 tisoč glasov proti. Ne? To je lep rezultat za referendum. In rezultat, s katerim se ob predpostavki približno 50% udeležbe na parlamentarnih volitvah celo dobivajo volitve, kar je nek signal. Ne? No, mislim, da pri 50% še tam ne, skoraj. Ja, ne, skoraj. Je pa to hkrati tudi res rezultat, ki ga je recimo približno v tem rangu dobil Anže Logar, ne, mislim, da 10 tisoč več. 414. Oziroma celotna koalicija prejšnje vlade na parlamentarnih volitvah je tudi, mislim, da je 408 ali nekaj tisoč. Zapisal sem si, da je bil zdaj ta včerajšnji izid, v bistvu je bilo 850 glasov več kot 2022. Aha, no, da, torej, tako, identično neke te podobne številke. Skratka, jasno je, vendarle gre za referendum, treba poštevati, da tudi niso, se pravi, vsi ljudje, ki glasujejo proti, hkrati tudi podporniki desnih strank. Mimo grede tudi Marko Bandelli, ki se je sprehodil čez celo paleto levo-sredinskih strank, je obkrožil proti in to objavil na svojem X profilu. Ne. Tako da povsem primerjati teh številk vendarle ne gre. Ne. Hkrati treba tudi se zavedati, da so referendumi običajno znižajo udeležbo, tako da v tem kontekstu pravzaprav je to kar lepa etapna zmaga, ne. Ni pa tista prednost, da bi lahko že dvigovali kristalne globuse oziroma pokale, ne, v celotnem pokalu. Bo še nekaj ključnih dirk, ne, do tiste zadnje velike in mislim, da tukaj
lahko desnica potegne pravzaprav nekaj naukov iz tega, ne? In sicer naši ljudje so, ne, njihovi volivci so siti vlade Roberta Goloba, vendarle pa bo potrebno, če se želi preseči ta stekleni strop, če tako rečem, ne, drastično tudi spremeniti retoriko, ker za zmago na volitvah, za zanesljivo zmago na volitvah in na tej točki manjka vsaj še 100 do 150 tisoč glasov, ki pa jih očitno ta retorika ne nagovarja. Ki jih tudi ta kulturni boj nasplošno ne govori, po mojem. Ne? Ja, ne, in v tem smislu bo treba zelo dobro razmisliti na njihovih mestih, ne, kako pravzaprav priti čez teh 400 tisoč, recimo na približno 500 000, ker s 500 000 se pa dejansko recimo lahko volitve, ali pa z dobre 500 000 se pa dejansko volitve zmagajo. Poglej, moja analiza po včerajšnjem večeru bi bila nekako taka. Ta rezultat je v veliki meri res odpadel, seveda je zraven tudi NSI, ampak odpadel na SDS. To kažejo tudi te okraji, recimo z najvišjo udeležbo in največjim odstotkom proti Škofja Loka Ribnica, ki so tradicionalno SDS oziroma Janez Janša. Skratka, povzel bi tako. SDS je tokrat na referendumu recimo pokazala, da je v izrazito dobri kondiciji v luči prihajajočih volitev. Zdi se mi, da bo Janez Janša iskal številko, ki jo je nazadnje presegel leta 2008 in to je čez 300 000 volivcev samo za SDS. Mislim, da bo s tem, če mu to uspe na rednih volitvah, očitno bodo redne 2026, iskal tudi kot potrditev tega obrata od recimo zmerno konzervativne stranke, kot je bila v mandatu 2004-2008, do te bolj stranke, ki je bliže recimo radikalnejši desnici ali pa bliže v evropskem merilu domoljubom. Ne? Skratka, iskal bo po več kot 10 letju in pol legitimizacijo tega obrata bolj proti desni v številki 300 000. Zdaj, kje iskati teh dodatnih 100 do 150 000, imam pa jaz eno drugo teorijo in sicer verjetno tudi v odvisnosti od tega, kako zelo se bojo v Drnovškovih besedah poklali za njegovo nasledstvo levo od sredine in tule bo zanimivo, ne? Ker po moji tezi rezultat, če gledaš zmagovalce sinočnega večera ob Janezu Janši recimo na prvem mestu, ne? Ali pa tudi, če hočeš recimo poslancu SDS-a Hojviku, ki je bil nek obraz te kampanje, je potem tule že kar Vladimir Prebilič. Zakaj? Ker če pa kaj sporoča izid, ne? Ali pa razplet, je pa to, kar sem govoril mogoče v prejšnji redni najni epizodi, da bo Robert Golob težko ostal prvi paradni dirkalni kon leve sredine na naslednjih volitvah, da rabijo nekoga novega za 46. sedež v parlamentu. Zdi se, da je Robert Golob pravzaprav si kupil morda ravno s tem bojkotom nekaj časa, ker zaradi tega poziva k bojkotu ne moremo tako jasno vedeti, kako daleč dejansko sega domet Gibanja Svoboda in stranke Levica skupaj. Ne, lahko bi v šali rekli, čeprav tudi to nikakor ne gre, ne, da je domet torej socialnih demokratov očitno nekje 7%. Ne, v tem trenutku. Kar jih po mojem celo veseli, glede na vse v tem mandatu. Ne. Morda, čeprav mislim, da je Matjaž Han zelo jasno povedal, da pod 10 se ne pogovarjajo. Ne. Ampak predvsem tukaj Robert Golob, ne, si prihranil morda zelo očiten poraz z konkretnimi številkami, s tem, ko je pač to zameglil v bojkot, ne, in potem celo njegovi to prodajo kot 75% zmago. Ne. Tako da hkrati pa je zamudil priložnost, da bi, ne, kot sam zelo rad poudarja, edina prava anketa so volitve. No, včeraj so bile, morda ne volitve, morda referendum, ampak tak referendum, ki je, torej spada v to kategorijo edine prave ankete in mislim, da niti Levica, niti Svoboda je nista izkoristili. Poglej, še preden se je vse tole zakotalilo z referendumom sinoči, kot se je, sem poslušal, da se recimo čaka, ko govoriva o aktivaciji nekega novega akterja levo od sredine, na neko afero, povezano menda s korupcijo. To je bilo zadnje čase itak dominantna tema v zvezi z Svobodo in afero Subotič. Za Levico, ne? Levico, ki se redno javno proglaša za stranko čistih rok, brez afer in tako naprej, tako da bomo videli, kaj prinesejo naslednji dnevi, pa ta napoved interpelacije in morda kakšna odmevnejša medijska zgodba, sicer pa spet, da se še drugič navežem na Mira Hačka v tej epizodi. Zelo zanimiv scenarij je spisal Robertu Golobu za morebitni teoretični izhod iz te zagate, v kateri se je zdaj znašel, in sicer nekako tako, če ga malo skrajšam. Nemudoma odstaviti Asto Vrečko, krivdo za fiasko in tudi za poziv bojkotu v celoti naprtiti stranki Levica
jih odsloviti iz vladne koalicije, s tem, pazi, Svobodo v bistvu pozicionirati sredinsko in hkrati malo zmanjšati manever Anžetu Logarju in Vladimirju Prebiliču, se zajesti v še edino vladno stranko, torej v SD, si jih podrediti še bolj, potem pa pravzaprav oduzeti z vsemi temi burnimi dogodki znotraj koalicije vso pozornost z SDS-u in, pazi, Levici omogočiti, da nekako v opoziciji z pozicije žrtve preživi to kampanjo na način, kot so jih bili, preden so vstopili v vlado vajeni v bistvu. Ne. Zveni genialno, moram pa priznati, da zveni tudi makiavelistično, tako kar nevarno v bistvu. Ne. Vsekakor zelo makiavelistično, ampak hkrati tudi se zdi, da verjetno Robert Golob in njegov ego tega ne bi prenesla, torej na tak način to izpeljati. Mislim, da že prvi odziv, kjer gresta v bistvu Levica in Svoboda glede 74% ljudstva, ki je na njihovi strani, v isto smer kaže, da tega ne bomo gledali. Ne, bi pa morda za zaključek teh mojih komentarjev, ne, ali pa ugotovitev, ne, vendarle lahko potegnemo še par zaključkov. Ne. Eno je to, da do tistih res, se pravi, treba je priznati, zmaga ni majhna, ne? Zmaga je konkretna, ampak do tistih še večjih, ne? Torej, da bi recimo na referendum pripeljali ne 26% udeležbo, ampak recimo 46%, ne? Kot je bila proti njim, takrat jim manjka v prvi vrsti civilna družba, ki bi bila ta nestrankarski, nepolitični, navidezno nepolitični pogon. Zdaj mislim, da pred nekaj meseci je recimo nekdanja predsednica podmladka SDS Zala Klopčič zagnala neko podobno recimo organizacijo Nova smer ali nekaj podobnega. Ne? In pa mediji. Ne? Mediji so tukaj, se mi zdi, podigrali izrazito umazano igro, ko so dejansko, lahko bi rekli, če je vlada rekla bojkot, je bojkot. Ne? Poročanja je bilo izjemno malo, soočen ni bilo praktično nič. Mislim, da je največja komercialna televizija naredila eno in to že po zaprtju predčasnega glasovanja. Nacionalna televizija je naredila eno, nekje sem celo zasledil podatek, da naj bi celo poročanje v okviru pravil referendumske kampanje preverjal inšpektorat za medije, ne, na strani RTV Slovenija in da so dejansko imeli nekaj kršitev. Ne. Tako da v tem kontekstu se kaže pravzaprav ta boleča podrejenost vladi v res dobršnem delu slovenske medijske krajine in to je recimo pa drugi, recimo te dva izziva pravzaprav ne, sta tista recimo ključna za neko morebitno drugačno koalicijo, če bi jo želeli imeti drugačno, resnično drugačno, ne drugačno zgolj z novim obrazom recimo Vladimirja Prebiliča, ki bi imel koalicijo pa sicer bolj ali manj po sestavi enako kot Robert Golob. Ne? Jaz pa bom za konec spomnil na misel Boruta Pahorja, cenim ga, kadar gleda v kristalno kuglo slovenske politične prihodnosti, ponavadi se kaj dosti ne moti, rekel je takole, Janez Janša lahko na referendumu naredi prvo kljukico in naredil jo je, ne? In zdaj lahko po mojem komentatorji in slovenska javnost z zanimanjem spremljamo enega od tistih dveh scenarijev, za katerega se bo odločil do poletja, ali bo torej pozival NSI, SLS in ostale v Demos 2.0, ne? V tem primeru, če bo tudi zmanjšal to ostrino, ki jo ima do drugih akterjev na lastnem političnem polu, pripisujem tej formuli večje možnosti za uspeh, ukolikor se bo odločil za tisto drugo, ki jo je ponudil Pahor, torej za špekulacijo, gremo vsak po svoje na volitve, pa bomo skušali prihodnjo vlado podreti sredi mandata, pa pripisujem manj možnosti. Zakaj? Ker me tudi ta scenarij pretirano spominja na špekulacijo, ki si jo je aktualna vlada privoščila s pozivom k bojkotu. Ja, mislim, da je po tem referendumu jasno nekako, da spati nihče na lovorikah ali pa porazu kakorkoli spati ne more, ne, imajo kar nekaj trdega dela pred sabo, ne bo pa zanimivo videti, kako se ga bodo dejansko lotili. In bolj za šalo kot za res ali pa za eno metaforo pod črto te epizode bi rekel tako, Robert Golob se je izgubil v Golobovem jezeru, ne, Asta Vrečko pa pravi, da smo Slovenci spregledali kot Esmeralda. In če bi pogledali, kako sicer poteka slovenska politika, res ni tako zelo daleč od kakšne telenovele. Res je. Takole, tole smo vam pripravili za ponedeljek kot en prvi hiter odziv in analitičen pogled na dokaj dramatično in deloma tudi presenetljivo dogajanje na referendumu. Ja, znova se spet vidimo v redni epizodi že ta petek, še prej pa se beremo seveda sproti na portalu zanima.me. Imejte se lepo.